Ko je Jezus končal te besede, je odpotoval iz Galileje in prišel v judejsko pokrajino na drugi strani Jordana. Za njim so šle velike množice in jih je tam ozdravil. Prišli so k njemu farizeji in da bi ga preizkušali, so mu rekli: Ali je dovoljeno možu iz kateregakoli vzroka odsloviti ženo? Odgovoril je: Ali niste brali, da jo je stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Rekli so mu: Zakaj pa je potem Mojzes zapovedal dati ločitveni list in jo odsloviti? Dejal jim je: Zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žena. Od začetka pa ni bilo tako. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja in se oženi z drugo, prešuštvuje. Tedaj so mu njegovi učenci rekli: Če je z možem in ženo tako, se ni dobro ženiti. On pa jim je dejal: Ne dojamejo te besede vsi, temveč tisti, katerim je dano. Nekateri od evnuhov so se namreč že iz materinega telesa rodili takšni. Nekatere so skopili ljudje, nekateri pa so se sami skopili zaradi nebeškega kraljestva. Kdor more doumeti, naj doume. Tedaj so mu prinesli otroke, da bi položil na nje roke in noge. Učenci so igrali. Toda Jezus jim je rekel: Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo. Potem je položil na nje roke in šel od tam. Nekdo je stopil k njemu in rekel: Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? Dejal mu je: Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se drži zapovedi. Katerih? Mu je rekel. Jezus je dejal: Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Mladenič mu je rekel: Vse to sem izpolnjeval. Kaj mi še manjka? Jezus mu je rekel: Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je rekel svojim učencem: Resnično povem vam, bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In spet vam povem, laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili: Kdo se torej more rešiti? Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel: Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Tedaj mu je Peter odvrnil: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo torej prejeli? Jezus jim je dejal: Resnično povem vam, ko bo Sin človekov ob prerojenju sveta sedel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na 12 prestolih in sodili 12 Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate, ali sestre, ali očeta, ali mater, ali otroke, ali njive zaradi mojega imena, bo prejel 100-kratno in dobil v delež večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.